za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star. Oddaja za lepše sožitje med nami. Prijazen pozdrav in dober večer. Pozdravljam tudi našega rednega sogovornika. Vsake 2 meseca se srečamo s profesorjem, doktorjem Jožetom Ramovšem, pozdravljeni z Inštituta Antona Trstenjaka. Dober večer. Dober večer. Kako ste, kako drugače morda življenje ubira svoje poti, ker smo v posnem času, so dnevi kako drugačni, gospod Jože, tudi v vaši zasebnosti? Je vsak dan je seveda drugačen, ampak da bi pa neke velike spremembe navzgor ali navzdol občutil, pa ne. V mojih letih barka bolj mirno plove. Kar je dobro, ali kaj mislite, kako smo ljudje s to mirnostjo? Včasih si rečemo, če so dnevi podobni drug drugemu, če ni večjih pretresov, smo lahko zadovoljni. So ljudje, ki imajo seveda drugačen pogled na to mirnost, umirjenost, neko ravnotežen ton življenja. Smo pač različni. Kako pa vi to vidite? Če rečeva notranje človeško, doživljajsko, potem je mir tako velika vrednota, da ga z ničimer drugim ne moremo nadomestiti. Tudi za pokojne molimo, da jim Bog da večni mir. To se pravi notranji mir proti strahu, pa proti negotovosti, pa proti nezaupanju in proti zmedi je veliko vreden. Tako da, če me sprašujete po notranjem, doživljajskem, kako si človek počuti, kako doživlja sebe, druge, svet, razvoj, potem je mir neprecenljiv. Če pa zunanje življenje, sožitje, zunanje življenje, je pa mir, popoln mir, pač pokopališki mir. Potem se nič ne zgodi. Potem je pasivnost, a ne? Tam je popoln mir, kadar pa je recimo, kjer je vojna, pa bombe padajo, ali pa kaj takega, tam je pa skrajni nemir, ali pa v družini, če je skrajni spor, nasilje, pretepanje in tako naprej, a ne pa skrajni nemir, to je pa prav tako slabo kot pokopališki mir skoraj. Tako da, kar se pa zunanjega tiče, v medsebojnih odnosih, pa v razmerah, družbenih razmerah, v skupnosti, je pa skupnost, ki se ne razvija, ki nima nekega naboja, nekega poleta, nekega nemira, ta skupnost je umirajoča skupnost. Pa naj je majhna skupina, družina, ali ne vem kaj, ali krajevna skupnost, če se nič ne dogaja, je umira, stagnira in gre proti hudi krizi. Tako da, kar se pa zunanjega tiče, medsebojnih odnosov, zunanjih razmer, vključno z zdravjem. Tudi zdravje mora med dobrim zdravjem, med močjo in med šibkostjo. Moramo biti včasih bolni, ker če ne se ne zavemo, koliko je vredno zdravje, poleg tega se pa ne zavemo, da je zdravje vsaj 1/3 ali pa 1/2 odvisno od nas, kako živimo. Tako da, vidite, mir pa nemir sta širok pojem. Na enem področju je res mir največja vrednota, na tem področju zunanjem pa nekaj srednjega, ali pa bi rekel gibanje. Včasih večja dinamika, včasih pa večji mir. Vsekakor je dobro, da je mir po noči, da se človek dobro spočije. Spanc je boljši kot žganc. Doktor Jože Ramovš, srečujeva se na lep dan, na materinski dan oziroma na praznik Gospodovega oznanjenja, ko je tudi sklep tedna družine letos z geslom Pričevalci upanja, ker smo v svetem letu. Na upanje se bova tudi midva naslonila, seveda v povezavi z družino. Najprej ob današnjem prazniku, kaj izpostaviti? Materinski dan, ali to razširite tudi vi radi v svojih sporočilih ob tem dnevu, ko razmišljate, da je to dan staršev na nek način? Spregovoriva v tej vlogi materinstvo, starševstvo, očetovstvo. Vem, da smo o tem že veliko govorili, ampak dajemo pravi poudarek pomenu vloge očeta, pomenu vloge matere, posledice te dinamike znotraj družine na otroka, kako to vpliva, kako on preko njune vzgoje, njunih pristopov konec koncev razvija tudi svojo osebnost?
Jaz mislim, da vse to, kar ste našteli, je pomembno. Poudarimo pa včasih bolj eno stvar, včasih bolj drugo, ker ljudje smo omejeni in ne moramo vsega naenkrat poudariti. Potem bi bili bogovi, če bi imeli v zavesti ali pa v komunikaciji vse naenkrat. Ampak moramo po delčkih. Vsako istočasno lahko samo eno stvar delamo, ne moramo 5 stvari delati naenkrat, a ne? Tako tudi lahko samo eno poudarimo. To, kar ste poudarjali recimo že v začetku, ta praznik, ko sem bil majhen, si je reklo zmeraj pa odraščal Marino oznanjenje in tako smo še zmeraj navajeni, da je to praznik Marinega oznanjenja, Marin praznik bil in veliko Marij ima god na današnji dan, a ne? Je Marin praznik. Medtem ko zdaj se pa poudarja, da je to Gospodovo oznanjenje, se pravi, je bolj poudarek šel iz tega, da je Marija dobila veselo novico, da bo rodila otroka, in sicer Božjega otroka in človeškega. Istočasno je šlo bolj na to, ker je čas sekularizacije, ateizma, da pravzaprav to je bistvo enkratnost tega dogodka, da to Bog govori. Ne toliko, da Mariji govori, ampak da Bog govori. Vidite, oba poudarka sta pomembna. Prvi bil verjetno v času, ko je verovanje bilo splošno, pa je bilo Marino češčenje, koliko imamo Marinih božjih poti, a ne po celem svetu in tudi v Sloveniji, je bilo v ospredju Marino oznanjenje. Marino pa je imelo svoj smisel zelo. Marija je bila človek kot mi in je dobila to Božje sporočilo in Božje sporočilo vsak veren dobiva v vesti in v Svetem pismu in še kako, a ne kako, kaj se dogaja, da prepoznava, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je Božja volja, kaj so trenutne muhe in tako naprej, a ne? To je bilo smiselno. Danes je pa morda res v tem času, recimo v stoletjih baroka, pa potem premajhen poudarek bil na Bogu, na nedojemljivem, da je pa Bog večji od vsega človeškega, pa od vsega sveta. To, kar imajo muslimani, ko kar naprej ponavljajo, Bog je večji, Bog je večji in ga zato ne slikajo, tudi Judje ne. Od vseh monoteistov pravzaprav samo katoličani, pa še to ne celo zgodovino, ampak zadnje tisočletje umetnost šla v to drznost, da je slikala Boga kot starca z brado, senilenga malo recimo. Vidite, danes pa starci so na slabem glasu. Bog pa je bil starec, ki je tako malo banalno rečem, ki je sedel na zemlji. Zemlja je pa naša domovina. Glejte, mi na oltarjih imamo še zmeraj, pa zdaj obnavljajo velike umetnine baročne, kako Bog v obliki enega starca, pa še ne vem kako lepega, sedi na zemlji. In glejte, to sta dve prispodobi, ki sta zelo nasprotni Bogu. Bog ne sedi na zemlji, Bog zemljo od gor drži, pa celo vesolje, pa vsakega človeka. Tako da te predstave, ki jih je umetnost naredila, verovanje katoliško pa dopustilo v zadnjem tisočletju recimo, glejte, je že to znak, zlasti pa danes, ko je starost manj vredna, da je